Dober dan vsem izbranim na tiskovni konferenci, na kateri bi vas želeli seznaniti, da je občina Ljutomer uspela z tožbo proti javnemu podjetju Prlekija d.o.o. iz Ljutomera. Dovolite mi, da predstavim tudi današnje sogovorce. Z moje desne strani podžupan občine Ljutomer, gospod Janko Špindler, z leve gospod Janez Stušek, odvetniška pisarna Stušek, in pa tudi gospa odvetnica Edita Toričnik. Seveda pa hvaležna zahvala vam, da ste si vzeli čas in seveda boste te informacije, ki boste jih danes dobili, tudi prenesli v medije. Občina Ljutomer je, kot vse ostale slovenske občine, dolžna izvajati javno službo, to je oskrba s pitno vodo in pa odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda. In za namen izvajanja teh javnih služb je bilo v letu 2010 tudi ustanovljeno javno podjetje Prlekija, ki je v letu 2010 z občino Ljutomer tudi podpisalo pogodbo. Javno podjetje je ves čas izvajalo javno službo in tudi mesečno izstavljalo položnice našim občanom. In ta zbrana sredstva seveda delno iz naslova najemnine na podlagi zahtevkov občine, potem tudi nakazovalo v proračun, kajti občine smo dolžne iz teh sredstev graditi novo infrastrukturo, tudi rekonstruirati obstoječo infrastrukturo in seveda se moramo zavedati tudi evropske zaveze iz pridobljenih 50 milijonov nepovratnih sredstev za prleške občine, da zmanjšamo vodne izgube na 20%. In ves ta čas je seveda javno podjetje izstavljalo položnice občanom, žal pa od oktobra 2017 teh sredstev, zbranih iz naslova najemnine, na podlagi zahtevkov občine ni nakazovalo v proračun, iz naslova katerih bi, kot je omenjeno bilo, tudi rekonstruiralo vodovode in se približevalo izpolnitvi evropske kohezijske zaveze. Tako je občina Ljutomer seveda v februarju 2018. leta vložilo na sodišče izvršilni predlog, kajti že februarja 2018 je ta dolg znašal cirka 250 tisoč evrov. To smo morali narediti zaradi tega, ker smo se zavedali izpolnitve te evropske zaveze, po drugi strani pa smo tudi morali vsak mesec, ko smo izstavljali zahtevek do javnega podjetja Prlekija, državi odvesti davek. In ta davek je mesečno znašal nekje 8500 evrov. Seveda, ko smo vložili izvršilni predlog, je javno podjetje Prlekija ugovarjalo temu in se je seveda zadeva žal zgodila na sodišču kot pravda. In po več kot pol leta pravdanju je seveda sedaj bila strani okrožnega sodišča v Murski Soboti izdana sodba, na podlagi katere je seveda sodišče razsodilo, da mora javno podjetje Prlekija ta sredstva, ki jih je v bistvu pobralo od občanov v višini cirka 1 milijon evrov, nakazati v proračun občine Ljutomer. Sredstva, ki jih bo nakazala v 15 dneh po seveda sodbi, bomo absolutno takoj namenjali v novogradnje in pa rekonstrukcijo obstoječe infrastrukture. Sodišče je praktično v celoti sledilo vsem argumentom občine Ljutomer in naložilo javnemu podjetju Prlekija, da mora poleg teh neupravičeno zadrževanih sredstev občini Ljutomer tudi poravnati pravdne stroške v višini cirka 14 tisoč evrov. Seveda pa je potrebno imeti v mislih tudi, da bo moralo javno podjetje plačati tudi stroške zastopanja njihove odvetniške družbe. In to žal gre v breme občanov. Seveda zakonskih zamudnih obresti od posameznih že zdavnaj zapadlih zahtevkov oziroma računov, ki so bili izstavljeni javnemu podjetju Prlekija, sodišče ni priznalo
kar pa seveda občina Ljutomer ocenjuje za povsem sprejemljivo in pozitivno in se z navedenim seveda s to razsodbo v celoti strinjamo v tem delu. Sodišče namreč občini Ljutomer ni priznalo zakonskih zamudnih obresti od mesečnih neplačanih zneskov najemnine zgolj iz razloga, ker je bilo pri odločitvi o teh obresti potrebno upoštevati javni interes. To pomeni, da dejansko to potem bremeni občane, kajti to se občani plačamo, kar seveda javna podjetja zaračunajo. In tudi ne iz razloga poudarjam, da bi te zakonske zamudne obresti bile neupravičene. Upamo si trditi, da je sodba okrožnega sodišča seveda dokaz, da v občini Ljutomer delamo strokovno, profesionalno, odgovorno in v dobro občanov in da smo ves čas govorili resnico ter delovali transparentno in v korist občanov in občank, kar pa za nekatere druge akterje žal v zgodbi ni mogoče trditi oziroma velja ravno nasprotno. In glede na navedeno bo seveda občina razmislila o sprožitvi ustreznih nadaljnjih postopkov zoper osebno odgovorne osebe in predvsem odgovorno osebo, in sicer bo razmislila o vložitvi ustreznih postopkov zoper bivšega direktorja javnega podjetja Prlekija, Davorina Kurbusa, za povrnitev stroškov nastale škode občine Ljutomer kot posledica neplačil iz naslova zakonskih zamudnih obresti oziroma zakonitih zamudnih obresti, oziroma od pristojnih organov javnega podjetja Prlekija zahtevala, da pravdne stroške regresno zahteva osebno od bivšega direktorja Davorina Kurbusa, vkolikor to ne bo uspešno, pa naj vloži seveda osebno odškodninsko tožbo zoper odgovorno osebo, saj je nesprejemljivo, da bi ta izpad oziroma stroške morali plačati občanke in občani. Sedaj bom prosila seveda naše zastopnike, odvetniško družbo Stušek, gospoda Janeza Stuško in gospoda Dito Turičnik, da tudi pravno argumentacijo posredujeta seveda v medije. Lepo prosim. Hvala lepa, pozdrav tudi z moje strani, oziroma z naše strani. Županja je že pač povedala, da praktično sodišče je zelo enoznačno in nedvoumno ugotovilo, da praktično vsi argumenti, ki jih je že občina Ljutomer že pred zastopanjem izpostavljala, se prav praktično od samega začetka zapleta držijo v celoti. Tudi obrazložitev sodbe, konkretno ne samo iz vidika izreka, torej da se pač povrne oziroma plača ta cirka 1 milijon evrov plus pravdni stroški, je zelo signifikantna, ker v tej obrazložitvi izpostavlja kar nekaj argumentov, ki jih je občina Ljutomer ves čas izpostavljala. Izkazalo se je, da je JPP oziroma takratno poslovodstvo ravnalo nezakonito, arbitrarno in neopravičeno zadrževalo sredstvo občine. Morda, če dodam, lahko rečem, da sedanje izjave nekaterih akterja v medijih, ki vsej tej zgodbi govori, da je zdaj farsa. S tem bi se še lahko celo strinjali, da pač se pravi, govorimo vseeno o javnem podjetju, pa občini in da je potrebno za v bistvu dokaj očitne stvari, ki jih je tudi sodišče ugotovilo, potreben postopek, je resnično farsa, ampak ne iz razlogov, kot dotični akter omenja. Do tega se bom še na koncu malenkost opredelil. Sodišče je v svoji obrazložitvi jasno povedalo, da absolutno ni res, da ni bilo pravne podlage za nakazovanje. To bi rad eksplicitno izpostavil, ker se tudi v nekaterih medijih oziroma izjavah bivšega direktorja izpostavlja, da zdaj pač sodba je nadomestila to pravno podlago. Ne, pravna podlaga, sodba se zgolj ugotavlja, da pravna podlaga je ves čas obstajala. Kot je rekla gospa županja, pogodba je bila podpisana že v leta 2010, nikoli prekinjena, moče nadaljevana. Tudi bivši poslovodja oziroma direktor 2 leti, tudi po poteku časa, za katerega on zatrjeval, da ni več pogodbe, JPP ni imel nobenih težav z nakazovanjem sredstev.
v neki časovnem trenutku brez nekšnih dejanskih ali pravnih razlogov pa prekinil pač poslovanje. Zaradi tega je tudi bila žal potrebna ta postopek. Tako da pravna podlaga je ves čas bila. Po drugi strani tudi sodišče ugotavlja, da vkolikor pa resnično ne bi bilo pravne podlage, pa tudi JPP ne bi imel dobene podlage za zaračunavanje oziroma v infrastrukturo, ki je dobil v upravljanje, se strani občine moral nemudoma vrniti občini v upravljanje. Torej, logike po dobeni plati ni. Vse to je občina ves čas zatrjevala in poskušala tudi v kontekstu celotne skupine oziroma pač vseh tudi ostalih občin razložiti, ampak žal, kot rečeno, je bil za to potreben postopek. Kar je še zapovedati je, da tudi sodišče je eno od elementov v obrazložitvi, ki razlaga tudi, da morebitni sklepi ostalih županov oziroma skupine sistemov sveta ustanoviteljic v ničemer ne spreminjajo individualnega pogodbenega razmerja, ki je med javnim podjetjem in občino. Torej, po domače rečeno, sklep, tako imenovani 6. sklep, ki se je ves čas, so se nekateri sklicevali, oziroma se je bivši poslovodja skliceval na njega, se pravi, čeprav je ta sklep bil praktično povzročen se strani JPP, ampak kakorkoli že, je ravno ta sklep tudi sodišče ugotovilo, da v ničemer ne ustvarja dobenih pravnih posledic, torej ponovno, da bi JPP neodvisno od teh sklepov, ta sklep ni mogel poseči v pogodbeno oziroma v razmerje med JPP in občino. Torej, da ne bom predolg, praktično vsi argumenti, ki jih je občina Ljutomer že v točki nič izpostavljala in poskušala zgodbo reševati po mirni plati, po razumni plati, razložiti zadeve tudi v skupini sveta ustanoviteljic, se pokazala kot pravilno. Mogoče ne za konec dodam, da res tako, kot je gospa županja že izpostavila, da je pač sodba tudi nek odraz in odkaz tega, da pač nerazumno vztraja na neki logiki, pač je povzročilo samo pač res nepotrebne stroške, tudi izpad, ne samo, bom rekel, nek zamik plačila, ampak tudi nek izpad, ki občina s tem denarjem ga ni mogla pač vlagati oziroma razpolagati v smislu vzdrževanja in se tudi na tem področju so se določene zadeve zakomplicirale in problem, se pravi, celotne zgodbe je, da se poskuša zdaj ustvariti nek vtis, strani nekaterih, da je pač ta sodba, razumljiva. Seveda, absolutno je razumljiva in tudi občina Ljutomer ni pričakovala drugačnega izida, ne. Problem je v tem, da zdaj sedaj tudi nek bivši direktor je v nekih izjavah v javnosti govoril o tem, da je pač, da je ta sodba res jasna in pričakovana. V zvezi s tem bi lahko kot pravnik rekel samo to, da je to na nek način priznanje na zapisnik, če sem malo ciničen, da pač, če je bila ta sodba tudi za JPP tako jasna in pričakovana, je to izkaz nekšnega namenskega povzročanja škode, naklepnega povzročanja škode, za kar ni dobene logike. Tako da pač občina je tukaj v tem praktično v celotnem postopku z vsemi argumenti uspela, tudi rezultat, ki ga sodišče praktično izračuni tudi upošteva pri stroških, je skoraj 99%, pač zakonske zamudne obresti, katere je omenjala že županja, so bile nepriznane zgolj iz razloga priznavanja javnega interesa, kar bi lahko debatirali, ampak vseeno se absolutno, ker bi ta strošek ob koncu dneva obremenil županje, ta odločitev povsem povsem življenjska in pravilna in tako je tudi občina sprejela in oziroma je sprejema. Tako da toliko mogoče iz moje strani, če pa še kakšno vprašanje, bomo pa z veseljem na voljo. Lahko tu nadaljujemo. Marjan Mavčec, Slovenska tiskovna agencija. Zdaj, če jaz prav razumem, je svet ustanoviteljic direktorju naložil neke
neka pravila, neke ukrepe. Se pravi, v tem primeru direktor ne bi smel upoštevati, oziroma ni smel upoštevati teh navodil, oziroma so bila ta navodila, če tako poenostavimo, nezakonita in so v bistvu predstavniki drugih občin delali nezakonito, ko so zahtevali, čeprav razumem, da ne bere denarja. Zdaj bom odgovoril, poskušal, pa tudi, če me bo še potem gospa županja dopolnila, ker to zdaj bom poskušal zgolj zelo ozko pa pravno odgovoriti. Zdaj, časovnica dogajanja v tej zgodbi ne govori v prid temu, kar ste rekli. Kronologija zadev kaže na tem, da so bila to soliranja bivšega direktorja. Torej, na nek način so pa žal nekateri župani sledili logiki direktorja, po domače rečeno, uspel jih je pripričati v določene zadeve in ja, ta 6. sklep Svetostanoviteljice je bil to, kar je bil, ampak to je zgolj eden izmed aspektov celotne zgodbe. Sodišče je samo v svoji obrazložitvi pojasni, da tudi ta sklep, na katerega se je bivši direktor skliceval, nima povsem dobene zveze. O ravnanju, ugotovilo se je mimo grede tudi to, da tudi to je občina Ljutomer ves čas trdila, da podpis, ustvarilo se je občutek, da je občina Ljutomer kriva za neko stanje, ker ni podpisala te nove najemne pogodbe. Ugotovilo se tudi to, bom rekel, veste, to je praktično, če sem malo ciničen, pravo znanstva, prvih 5 minut, da se prav pogodb, ki nimajo vseh sestavin, mimo grede, to se tudi ugotovilo, ni bilo prilog, ni bilo cen, torej praktično se podpisuje pogodbo, ki ne veš praktično, ne predmeta, ne cene, predmet je še bil deloma, pa še ta nečisto artikuliran, cena pa ne, torej da je tak podpis pogodbe nevzdržen oziroma povzroči celo v pravnem jeziku ničnost. Tudi to je občina Ljutomer ves čas trdila. Tega argumentov ni problem samo ta sklep, ki ste ga omenili, je pa tudi v tem sklepu bilo govora, tudi razpravljalo se je na sodišče, ampak sodišče je ta sklep zelo kratko in zelo jedrnato, bodo tudi lahko v sobi prebrali, upravilo z njim, da ne ustvarja pravnih učinkov. Tako da jaz, koliko je zdaj, kako bi rekel, če zelo po domače se izrazim, kaj je bilo kura, kaj pa jajce v tej zgodbi, jasno. Tako da jaz tukaj ne bi to glih naprtil županom, je pa res, da so morda res malenkost, po moji oceni, nekritično sledili določenim predlogom, ampak to mislim, da je tudi gospa županja povedala, verjamem in mislim, da je to zgodba, da je tudi ta sodba na nek način neka prelomnica in da bojo zgodbe v nadaljevanju drugače tekle, tudi z moje strani. Ja, zdaj, če samo lahko kratko povem, oziroma pojasnim, dejstvo je, da to, kar smo mi ves čas trdili, je potrdilo tudi sodišče. Leta 2010 je bila sklenjena pogodba, ki nikoli ni bila prekinjena in sodišče je zdaj sodbo, ki vam jo potem lahko tudi izročim, da boste sami se prepričali, kaj piše v sodbi, povedalo, da nobena stranka ni odstopila od pogodbe. Torej, zdaj v tem trenutku ta pogodba velja, kot da je sklenjena za nedoločen čas. To je v skladu z obligacijskim zakonikom. In če ti vzameš v najem ali v upravljanje infrastrukturo, potem to pomeni, da ti moraš za to nekaj plačati. Ne glede na to, kaj bo kdo soliral sporedno, ker uredba in zakon o javnih financah je jasen. Če nekdo nekomu nekaj zaračunava, se pravi položnica iz vodarine, omrežnina v obliki najemnine se mora nakazovati v proračun, ker občina iz tega moramo graditi ali rekonstruirati infrastrukturo. In ne glede na sprejete sklepe, mi smo opozarjali, da je ta sklep nezakonit, da je ničen, da ne more povzročati takega stanja, da bi se občini povzročala škoda. So se tudi nekatere občine naknadno potem odzvale, da je to res, tudi strokovne službe občinske uprave, ampak nažalost eni so če lahko izrazim, se tako trmasto strali, da imajo prav. Ampak jaz sem vesela, da je naša prizadevanja oziroma naša trditve potrdilo tudi sodišče. Lahko zdaj mogoče v 2 stavkih povzamete stanje, ker ste v ponedeljek napovedali pomiritev oziroma prekinitev bojev, torej umik tožb in tako naprej, če res zelo nakratko povzamete, kje ste zdaj. Jaz moram reči, da je občina res v tem času seveda utrpela škodo zaradi tega, ker se nismo mogli prijavljati na razpise za nepovratna sredstva, tudi nismo mogli slediti temu izpolnjevanju evropskih kohezijskih zavez, pa vendar upamo v občini Ljutomer,
da z to sodbo zaključujemo ta nespametna ravnanja določenih akterjev, katerih je bil namen očitno povzročanje razdora oziroma škodljivih ravnanj, ter seveda upamo, da bo svet ustanoviteljic javnega podjetja Prlekija sedaj lažje in tudi manj obremenjeno zakonito, predvsem pa brez nepotrebnih problemov peljal vse izzive te aktivnosti, ki še nas čakajo v zvezi s sistemom C. Jaz sem prepričana, da nam dobro kaže in da bomo 23. septembra seveda potrdili cene na svetu ustanoviteljic, da bodo vse občine podpisale pogodbo, naša občina je to že storila, in da bomo dejansko tudi potrdili 18. septembra osnutek te sodne poravnave, ki bi se potem predložila sodišču in da bi zaprli vse nepotrebne postopke, kajti povzroča se samo škoda oziroma stroški za naše občanke in občane. Zdaj je že javno podjetje nakazalo denar občine? Javno podjetje ima v skladu z sodbo, seveda je sodišče razsodilo, v kakšnem času mora nakazati, to je v 15 dneh, tako da do danes še nismo, se pa pogovarjamo, da se bo to seveda zgodilo. Jaz sem se z dr. Kraljem, se pravi direktorjem javnega podjetja Prlekija, tudi o tem pogovarjala. Povedali so, da nimajo zadržkov, da je sodba jasna in da bodo seveda to najemnino v skladu s sodbo tudi nakazali. Si mogoče kakšno vprašanje? Če ni, potem se vam jaz seveda zelo lepo zahvaljujem in seveda hvala lepa za konstruktivno poročanje tudi v medijih. Hvala lepa in prijeten vikend želim vsem skupaj. Ja.